Poslušate ponovitev oddaje Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Gorenjska obzorja. Na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata naše radijske klepetalnice, v kateri bomo danes športni v družbi Lučke Rakovec, evropske prvakinje v plezanju in ene najboljših slovenskih plezalk, ki se je lani uspešno vrnila v svet tekmovalnega plezanja. O plezanju, ki je njena strast, o zgodbah, ki so zaznamovale njeno življenje in pričakovanjih, ki jih ima za leto 2026, bomo v nadaljevanju govorili z našo gostjo. Lučka Rakovec, dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Dobro jutro, super. Plezanje je tisto, kar pravzaprav zaznamuje vas in vaše življenje. Ste ena najboljših slovenskih plezalk. Kako pa se je zgodila tale ljubezen do plezanja? Pa v bistvu jaz sem že tako kot zelo majhna rada plezala po drevesih, po kuhinjskih omarcah, razni te adrenalinski parki so me zelo navduševali, no. In pa sem tudi zelo zgodaj že v bistvu v prvem ali pa drugem razredu osnovne šole začela plezati na šoli. Pa me nekako se je ta strast sam nadaljevala, ja. Kdaj se je zgodil tisti usodni preskok, ko pa ste si rekli, plezanje pa je nekaj, kar bi pravzaprav rada počela celo življenje? Pa prav tako točnega momenta se mogoče ne spomnim, ampak jaz sem na prvo mladinsko tekmo šla leta 2015, torej bi rekla tam okrog 2012, 2013 mogoče, torej, ker sem bila stara 10 let. In takrat je bilo to dovolj za to, da ste se kot mala deklica odločili in plezanju posvetili še več časa, začeli tudi z resnimi treningi. Kaj pa vam plezanje danes pomeni? Pa v bistvu mi pomeni zelo veliko, res. Nekako se mi zdi, da čez celo življenje že kakršnikoli težki trenutki so bili, sem se jaz nekako zatekla v plezanje. Zmer mi je bil neko varno mesto. Tako da ja, pomeni mi zelo veliko, no, sej prinaša tudi zelo veliko težkih trenutkov, ampak to rada počnem in mi je res, v bistvu mi je vse fajn, no, in so res dobre izkušnje, tako da ja. Je pa plezanje kot vrhunski šport izredno zahtevno, izredno naporno. Koliko odrekanja je pravzaprav potrebnega za to, da lahko mlado dekle postane vrhunska plezalka, da lahko osvaja tiste največje lovorike, premaguje tekmice? V bistvu, ja, vsak vrhunski šport je naporen, zelo. In tudi plezanje je zelo velike odrekanja. Ampak nekako to, če nekaj tokrat delaš, to v bistvu kar malo spregledaš. Oziroma sploh ne jemlješ več tega kot neko odrekanje. Je način življenja, no. Je pa postane način življenja. Ne rečem, mogoče bi mi kdaj pasal polet, da ne bi bilo tekem, da bi lahko šla polet na morje, ampak vse to paše zraven in tudi v bistvu mi, ki hodimo po tekmah, pač zelo veliko potujemo. V bistvu sem tudi na račun plezanja videla konce sveta, ki jih prej nisem. Tako da ja, jaz sem pač tudi za vse te izkušnje zelo hvaležna, no. Če zdaj le pogledava vaš urnik, recimo, ko se začnejo treningi, koliko časa na dan pravzaprav posvetite plezanju, takrat, ko je potrebnega največ treninga, ko so priprave na tekme, ko so tekmovanja? Ja, v bistvu zelo veliko, no. Jaz trenutno treniram 5-krat na teden, pa treningi se hitro zavlečejo do 4 ure pa pol, pa če vzamemo še vožnjo, pa pol v bistvu, ne vem, prideš domov, poješ, je ura v bistvu že 5 popoldne, zelo hiter. Pa tudi pol, pač vsem se hočeš zregenerirati za naslednji trening, pa so kmalu bojo prišli razni reprezentančni izleti pač v Innsbruck, mogoče tudi kam drugam, tako da ja, je veliko časa posvetimo temu, no. Ampak smo se tako odločili, tako da je fajn. Je to, kar je trenutno prioriteta, no, o tem, kar paše še zraven plezanja, bova kakšno rekli v nadaljevanju. Zdaj pa se morda ustaviva v letu 2019, v letu, ko ste dosegli najvišjo uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala s 4. mestom v težavnosti, 5. v kombinaciji, 9. v balvanih.
največji uspeh, zaenkrat bova rekli, ne, ste v svoji karieri dosegli z osvojitvijo naslova evropske prvakinje o težavnosti v Edinburgu. Kakšna motivacija so za vas ti uspehi danes, ko pravzaprav nanje gledate z nekaj več življenjskimi izkušnjami, ne, kot takrat, ko ste jih osvojili kot mlada športnica? Ja, te rezultati takrat so bili res nekaj izjemnega, mogoče takrat sploh se nisem še čisto zavedala, kaj sem dosegla. Ampak tudi zdaj na te rezultate gledam veliko drugače. Se mi zdi, da čez pretekla leta, ko se je vse to, kar se je zgodilo, pač postala čisto drugačna oseba in posledično tudi drugačna športnica. In pa tudi definitivno to niso še rezultati, ki bi me čisto zadovoljili. Tako da ja, jaz jih želim preseči. Pa ja, tudi rezultati zdaj po tej bolezni mi bojo pomenili veliko več, oziroma mi že pomenijo, kakor mogoče so mi te v začetku. So pa vsekakor taka motivacija, ki vas kot perfekcionistko, ne, zagotovo spodbujajo in peljejo naprej. No, sami ste že omenili bolezen, za vami je težka zdravstvena preizkušnja. Diagnoza raka ščitnice je pretresla vaše življenje, življenje vaših najbližjih. Kakšno preizkušnjo pa je za vas, mlado žensko, ki je pri 18 osvajala športne lovorike, pomenila tale diagnoza? Ja, bilo je težko. Bilo je definitivno nepričakovano. Ne vem, kdo pričakuje pred 22, da se mu to zgodi, še posebej, ker sem bila zmeri zdrava, tako nič ni bilo zdaj ful resnega narobe z mano. In tudi to je kar pač padlo z neba. Šla sem enkrat k zdravniku in vzeli so mi kri in kar naenkrat je bilo pač sam vse narobe. Tako da ja, bilo je zelo težko, bilo je stresno, še posebej, ker nisem vedela, kdaj se bom lahko vrnila, če se sploh lahko bom vrnila na plezanje. Tudi počutila sem se tako slabo, da res ni bilo fajn, no. In sem se nekako vsak dan spraševala, kdaj se bom spet normalno počutila. Tako da mogoče sem tudi jaz malo kriva za to, da je to toliko časa trajalo, ker nisem pustila temu, da steče samo od sebe, ampak ja, psiha mi glih ni pomagala pri temu. Tako da bilo je zelo naporno, no, ampak se mi zdi, da ja, me je nekako to naredilo tudi kot osebo drugačno. Drugačno, močnejšo, spremenilo tudi vaš pogled na svet in življenje, ne? Ja, definitivno. Se mi zdi, da ok, si sem bila tudi mlajša, nisem čist veliko vedela o svetu in o stvareh, ampak nisem dosti lepo skrbela zase. Tudi vse sem dajala na prvo mesto pred sebe, tudi pač plezanje mi je bilo, karkoli je bilo narobe z mano, je bilo v redu, dokler sem pač v redu plezala. In zdaj se mi zdi, da sem nekako ta mindset spremenila, oziroma se vsaj trudim, da malo bolj poslušam sama sebe. Tako, da se znamo ustaviti, prisluhniti sebi, svojemu telesu. Na kakšen način to v tem času, v teh dneh, ko smo vsi navajeni hiteti z enega konca na drugega, najlažje narediti, bova spregovorili tudi v nadaljevanju. Zdaj pa naju čaka in tak kratek glasbeni predah. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Lučka Rakovec, plezalka, nam dela družbo v tokratni radijski klepetalnici. No, prej smo prišli do bolezni, ki je začela kazati prve znake na plezalni tekmi na Kitajskem. Kako se danes spominjate te tekme, ko gledate nazaj? Ja, v bistvu sama tekma je bila nekako dobra. To je bilo v bistvu zaključek tistega leta, sem imela ene par stvari za obkljukati. Tudi na tej tekmi sem mogla doseči določen rezultat, zato da sem se uvrstila na te izborne tekme za olimpijske igre. Na faksu sem imela ene težke izpite za odpisati. Tako, veliko je bilo vsega in jaz se tako, kada bi bilo včeraj, spomnim, po tisti zadnji smeri, ki sem jo odplezala, sem se samo ulegla na tla in kar naenkrat je meni slabo ratal. Tako, nisem mogla vstati in pa sem samo naslednji dan cel preležala in ko mi se spravila domov. In pa sem upala, ja, da je to samo malo tista posezonska utrujenost, malo mogoče tudi, da sem kaj takega pojedla, tako nekaj neškodljivega.
Pa se pa to stanje kar ni izboljšalo. No. In potem se je začelo leto zdravljenja, oziroma več kot leto zdravljenja, diagnoz, iskanja vzrokov in zgodb, ki jih mlad človek nikakor ne pričakuje. Kako naporno je bilo pravzaprav to leto soočanja z boleznijo, z vsem, kar je bolezen prinesla? Ja, bilo je naporno. Sploh se mi zdi, da taka stvar, tudi če ti zdravnik zagotovi, da bo vse v redu, je skozi prisoten nek strah, neke čudne misli, mogoče vseeno pač te skrbi, da kaj ne bo v redu. Mene itak to skrbi tudi, da se ne bom mogla vrniti na plezanje, da nekako ne bom mogla več normalno živeti kot takrat 22-letnica. Tako ful je bilo enih vprašanj, kaj se bo zgodilo, kako se bo to odvijalo. In tudi res v bistvu takrat po operaciji še par mesecev sem bila praktično skozi na kavču. Ta prvič, ko sem rekla po parih tednih po operaciji, da bi šla mogoče na sprehod, sem prišla do tega, da sem si čevlje obula, pa sem rekla, da ne morem in sem šla nazaj. Pa je šlo pa tako, korak za korakom, pa sem se že tako malo boljš počutila, ampak skozi je bilo neko slabo počutje prisotno, skozi mi je bilo slabo, nisem se v redu počutila, no. In to je šlo pa pol samo od sebe zelo počasno boljš, no. Verjetno tudi zato, ker vi ste bili aktivni, dinamični, navajeni nekega urnika, ne? Tukaj pa se pravzaprav iz dneva v dan, iz tedna v teden niti ni točno vedelo, kako bo samo zdravljenje potekalo in kdaj ga bo v bistvu zares konec, ne? Ja. Jaz sem že velikokrat rekla, da bi mi bilo veliko lažje, da bi mi en takrat rekel, čez 2 leti, ta dan boš v redu, pa bi res rekla, ok, bom preživela 2 leti, pač tudi, če mi ne bo fajn, ampak tako, ka pa nič ne veš, ker sploh v bistvu ne veš več, če se boš kdaj počutil tako, kot si se, je pa težko, no. In pa se je meni tako, malo sem že sploh pozabila, kako je, da se normalno počutiš. In tudi zdaj me še to kdaj, ker se pač ne počutim v redu, me takoj strah zagrab, neka anksioznost in pa se to sam še poslabša s tem. Pa vam je ta športna disciplina, ki ste jo pridobili skozi leta treningov, kaj pomagala pri zdravljenju? Je bilo, ne vem, morda potem, ko ste se že počutili toliko bolje, kaj lažje vstati pa si reči, Lučka, zdaj se pa obuj, pa pojdi vsaj na sprehod, ne vem, pojdi pogledat, kako je na treningu, ali je ta navada pravzaprav ostala tam nekje zadaj takrat? Pa ne, definitivno je bilo lažje, ker tudi velikrat, ko sem začela plezati nazaj, sem se pred treningom tako slabo počutila, da pač bi vsak pameten ostal doma. Ampak ja, iz te navade, ker nikoli nisem rekla, da ne grem na trening, tudi pač tukaj nisem šla in se mi zdi, da je bilo to dobro, ker na treningih sem se zmeri boljš počutila. Se mi zdi, da je bilo zame bil najslabši ta moj kavč doma, kjer sem bila sama s svojimi mislimi in že doma, če se zdaj, da se slabo počutim, pa da se spravim kaj delati, je veliko boljš. Najslabše je res samo to, da si pa da razmišljaš o tem, kako se počutiš in te je strah, kako se boš jutri počutil in ja. In s svojimi strahovi ste se uspešno spopadali tekom cele bolezni. Kako veseli pa ste bili tistega obiska pri zdravniku, ko vam je ta potrdil, zdaj je pa vse ok, zdravljenje je zaključeno in sicer pač bolezen je pustila določene posledice, ampak kljukica je pa zdaj narejena in to je to. Ja, to definitivno je bilo olajšanje, ampak spet tako, ker kirurg opravil svoje delo, opravil ga je super, potem pač reče, da je bolezen ozdravljena, ne, ampak koliko enih stvari pa to potegne za sabo, še posebej ščitenca, ki je pač glavna za hormone, ne, in vemo, da še posebej pri ženskah je to že tako ali tako kompleksna zgodba. Kompleksno, ja, in ja, je pol še težji. Je še več enih sprememb, je še več nihanja v teh hormonih. Že tudi pač, da so mi sploh ugotovili, kakšno dozo zdravil moram jemati, je trajalo zelo dolg. In v bistvu in previsoka in preniska doza zdravil za sabo potegneta marsikaj. Tako da ja, no. Bilo je težko,
ampak se izboljšuje počasi, še vedno. Ampak sem že približen tam, kjer bi rada bila. No, ampak verjamem, da boste z nadaljnimi koraki prišli točno tja, kjer želite biti, pa še kakšen korak naprej. Zdaj, ko se je tole zdravljenje zaključilo, ste tudi sami rekli, ste se spremenili, drugače gledate na svet in življenje. Pravite, da je bolj treba poslušati svoje telo. Ampak kako se tega v tem hitrem tempu življenja pravzaprav lotiti? Včasih se je kar težko ustaviti, ker te ta tempo posrka vase in potem se nam zdi, da bomo kaj zamudili v življenju. Ja, je težko. Posebej se mi zdi pri mladih ljudeh, tako kot pač sem bila jaz, bi rad naredil vse in še več v tistem dnevu, ki ima samo 24 ur. Ampak se mi zdi, da zdaj že to, kar včasih sem res redko kdaj naredila, da pač, če se slabo počutim, mogoče tudi ne grem na trening ali pa tudi na treningu pač trenerju povem in mogoče prilagodiva kaj, kakorkoli. Že to sam, da rečem nekomu, je zame napredek, ker ponavadi nisem. Pa tudi pač take mehne stvari, tudi meni to ne gre najboljše, ampak že tako, da se probaš zjutraj malo umiriti, da probaš, ne vem, tudi ko se sedeš v avto, da si vzameš tistih 5 minut, preden laufaš naprej nekam. Tako, take mehne stvari, no. Pa tudi pač kdaj, da če je treba, cel dan sediš na kavču. Če pa si v tistem moodu, ki bi cel dan sedel na kavču, pa ni dobro, pa tudi to, da se pač spravaš nekam, je neka ta disciplina, mogoče, ki sem jo dobila v tem času, no. No, v takšnih trenutkih, ko se življenje postavlja na glavo, je še toliko bolj pomembna tudi podpora najbližjih, podpora domačih, družine. Kaj je vas v tem času, ko ste se soočali z boleznijo, gledali tekme nadaleč, pa si verjetno potihem želeli plezati, najbolj držalo po konci? Kaj je bila tista motivacija, da ste vztrajali, da ste vstali s kavča tudi takrat, ko bi najraje tam ostali pokriti z deko pa izklopili zunanji svet? Ja, v bistvu takrat, v začetku, ko sem se res slabo počutila, že tudi nekako plezanje ni bilo motivacija, ker je bilo še toliko daleč in toliko neoprijemljivo, da mi ni pomagalo. Tako da v tistem momentu res, v bistvu, ja, sam starša, sestra, fant, tudi na koncu prijatelji, trenerji iz reprezentance, ja, vse to mi je najbolj pomagalo, ker se mi zdi, da že sam to, da sem šla med ljudi, ker so mi malo lili neke pozitivne energije, je bilo veliko lažje. Sprehodi so bili tisti, ki so vas spravili med ljudi, tudi ob čudnih, nenavadnih urah, a to drži? Ja, drži, ja. Zelo velikokrat sem bila že v pižami na kavču, pa mi je bilo slabo ali pa kakorkoli, v glavnem sem se slabo počutila. Me je mami napokala v avto, sva šla pač v mesto na sprehod in pač prišla domov čez 1 uro pa pol in je bilo to. Tako, pa ste bili veseli vsi, ja. Vi, mami pa še kuža, ki vaju je spremljal. Ja. O družini, o vsem, kar je prišlo po bolezni in načrtih za naprej, bomo z Lučko Rakovec klepetali o nadaljevanju. Zdaj pa nas čaka nekaj glasbe. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata o svet ene najboljših slovenskih plezalk, Lučke Rakovec, ki se je lani po 644 dneh odsotnosti zaradi bolezni uspešno vrnila v svet tekmovalnega plezanja. In ja, zdajle lahko pogledava na preteklo leto. Lansko leto je bilo za vas leto novih začetkov. Kako drugače ste ga doživljali kot morda vsa leta prej? V bistvu je bilo kar težko. Zato, ker sama pri sebi sem vedela, kaj hočem, ampak nisem vedela, da je to mogoče. In mogla sem ful spustiti svoje pričakovanja in svoje želje in res sam probati pregurati to leto. Kakorkoli. Tako da ja, no, je bilo težko, ampak na koncu je šlo veliko boljše, kot sem pričakovala.
No, sicer ste tudi v času okrevanja nekako bili prisotni na reprezentančnih treningih, včasih kot navijačica in gledalka, spet drugič kot tekmovalka. Kaj vam je pomenilo, da ste lahko ostali del plezalnega sveta tudi na stenah, na treningih? Ja, to mi je pomenilo zelo veliko. Že sam to, da sem bila v stiku, kot sem že prej rekla, da sem bila v tem okolju, ki mi je res ljub in ki mi izmeri pomaga, mi je pomenilo zelo veliko in tudi verjamem, da mi je zelo pomagal. V bistvu, ja, v reprezentanci bi brez kakršnega koli problema lahko rekla, da naj se vrnem, ker se bom v redu počutila. Ampak noben tega ni naredil, noben me ni postavljal pod noben pritisk, tudi tako, koliko lahko treniram, pač če nisem mogla, nisem mogla. Tako da ja, na tekme pa pač sem se v bistvu sama odločila, da se bom vrnila nekako, ker se mi bo zdelo, da je to približno v redu. Ampak vseeno sem pa se odločila vmes ene parkrat, da grem spodbujati svojega fanta in tudi ostale reprezentante na tekme, kar je bilo sicer malo čuden, biti kot navijačka že zadnjih 8 let ali ne vem, koliko tekmuješ na svetovnem pokalu. Ampak ja, je bilo vredno tudi sam prideti kaj za navijati. Kako drugače pa je spremljati tekmo plezalcev z te druge strani kot navijačica, ne? Zdaj verjetno drugače gledate na steno, na oprimke, na možnosti reševanja, ne vem, kakšnih težav na steni. Koliko več energije pa živcev pa terja gledati tekmo? Ja, definitivno je veliko bolj stresno. Jaz zase nikoli nisem bila tako živčna, kot sem bila živčna na teh tekmah, ki sem mogla gledati. Že tako to, ker lahko skozi vmes preračunavaš nekaj, še posebej pač te tekme, ki so bile izborne za olimpijske igre. Je bila skozi neka matematika zraven in tam sem se počutila res, s kalkulatorjem računala skozi neki pač. Ni bilo glih ful zabavno, no? Tako da je manj stresno, bi rekla, skoraj mogoče tekmovati. Ja, je bilo pa fajn biti podpora, no. Tako, da so naši fantje in dekleta lažje plezali in zavedanjem, da jim vendarle pošiljate neko energijo v steno, ki, ne vem, a kaj pomaga recimo, ko navijači spodbujajo vas plezalce, a jih sploh slišite v steni? Mogoče slišiš glih ne skozi, ker si v nekem svojem tunelčku, ampak ja, že to, da so tam, da veš, da si na taki tekmi, ti definitivno pomaga, no? Ampak tudi tako na kakšni, mogoče kakšni malo počivaš, pa tako začutiš to množico za sabo. Tako da definitivno pomaga. No je pa zdaj bolezen prinesla v vaše življenje kar nekaj sprememb, ne, med drugim tudi menjavo kluba. Iz Kranja ste se preselili, če rečeva temu tako, v Radovljico. Zdaj sodelujete z Domnom Švabom. Kakšna pa je bila ta sprememba za vas? Pa v bistvu se mi zdi, da je ta bolezen bila neko obdobje novih priložnosti in mogoče sem se začela zavedati, da moram določene stvari v svojem življenju spremeniti. In ja, to je bila ena izmed teh in meni se to zdi zdaj po približno enem letu recimo res zelo dobra odločitev. Z Domnom se mi zdi, da ful dobro sodelujeva, tudi tako vzdušje na treningih je super. Tako da ja, sem vesela, da sem to naredila in se mi zdi, da mi bo nekako pomagal pri naslednjih sezonah, no. Jaz sem po teh letih bolezni sem se nekako odločila, da je lansko leto tisto, da se nekako odločim, ali se to še grem ali ne več in sem si hotela dati res najboljšo priložnost za to. In se mi zdi, da sem jo dobro izkoristila. No. Ja, škoda bi bilo, če se tega ne bi več šli, tudi glede na rezultate, ki ste jih osvojili po vrnitvi. Ampak preden prideva k rezultatom, mogoče kako pomembno, motivacijsko pa je to, da pleza tudi vaš partner, ne? Še en zelo uspešen slovenski plezalec, Luka Potočar. Kako se pa vidva dopolnjujete, morda tudi spodbujate na treningih? Ja, definitivno vseeno. Zdaj, odkar sem zamenjala klub, tudi pač mi dva skupaj trenirava. Mogoče to na začetku nisem vedela, je dobra ideja ali ne.
Ampak ja, se mi zdi, da res dobro funkcionirava tudi na treningih, no, in nekako si pomagava, se podpirava, vse, kar je v bistvu treba, da je čim lažje na treningih. Tako da ja, je super. Je kaj tega rivalstva, kdo bo prej kakšno smer našel oziroma kakšno rešitev za boljši premik odkril? Pa to glih ne, no, vse je fant, pač je boljši od mene, to moram priznati, da to glih ne, no, ampak so pa take malo skrite šale vmes, pa tako vse in se mi zdi, da če sta dva, ki se tako malo bolj razumeta oziroma malo bolj poznata, si tudi lažje kakšne nasvete daješ na treningu, a ne, ker mogoče glih kakšnemu drugemu ne bi rekel. Tako da se mi zdi, da nama tudi to pomaga na treningih. No. Da so to tisti dragoceni nasveti, ki pridejo prav mogoče ob kakšnem že prej omenjenem preračunavanju, ne? Kaj bi pa zdaj naredila? Aha, mogoče bi bilo pa to tista ta prava rešitev. Ja, tudi to. Pa tudi tako, se mi zdi, da zdaj se doma lažje pogovarjava o teh stvarih, ker veva nekako oba dva, kaj se je na treningih dogajalo, pa tako, ne. Se mi zdi, da je tudi to lažje, da če te pač kaj bremeni, ful hitreje lahko to rešiš, ne, že praktično na poti od treninga do doma se stvar reši in je bolj lažje. Tako, pa domačaš za druge stvari, ne? Tako je. No, 644 dni sem nekje zasledila, je trajalo, da ste se po bolezni vrnili nazaj na tekmovanje, na tekmovalno steno. Koliko smoka je pa bilo v grlu takrat? Ja, te 3 dnevi v Innsbrucku so bili grozni. Prav, sej vem, da mi marsikdo ne bo verjel, ampak ni bilo fajn. Ampak Innsbruck vam je bil pa ljubši kot Kitajska oziroma Bali, ne? Kjer naj bi bile prve priložnosti za vaš povratek. Ja, to so bile zraven še malo druge stvari, ker tako poleg vseh strahov, ki sem jih dobila, mi je tudi kar naenkrat potovanje, ki mi je bilo prej zelo ljubo, mi je zdaj ratalo malo manj ljubo in sem rekla, da mogoče si malo tega dodatnega stresa odvzamem. Pa tudi bile so že kar na začetku leta, ker mogoče še nisem bila zdravstveno glih tako, da bi rekla, da grem lahko na tekmo, tako da sem reč malo počakala do tega Innsbrucka. No. In potem lahko rečeva zablesteli. Vaš povratek je prinesel že prve dobre rezultate in napoved za odlične uvrstitve. Kako pomembno pa je bilo to, kakšen balzam pravzaprav za vašo dušo, pa je bila odlična uvrstitev 8. mesto, pa potem naslednje 7. mesto, ne? Ja, v bistvu je bilo kar nepričakovano to definitivno, ampak ja, dal mi je zelo veliko motivacijo, no, za naprej. In tudi se mi zdi, da mogoče tako, kot je bilo v Innsbrucku, ker nisem spala, nisem mogla jesti, slabo mi je bilo, vse je bilo v glavnem na glavo, pa sem še vedno lahko dosegla tak rezultat. Zdaj nekako mi je lažje, mogoče mi bo v naslednjih tekmah, pač če ne bo vse perfektno, da še vedno vem, da pač se da odplezati v redu. Da je meja samo nebo in da so naslednje olimpijske igre zagotovo tiste, na katerih boste blesteli, ne? Ja, no, to bomo še videli počas. Že verjamem, da mi olimpijske igre niso usvojene, no, ampak se bom trudila še naprej, pa bomo pa videli, kaj bo. Tako, mi pa bomo z veseljem stiskali pesti in navijali za vas. O olimpijskih igrah, o načrtih za leto 2026, pa tudi slikanju in nogometu, pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Vrata radijske klepetalnice nam danes v svoj svet odpira plezalka Lučka Rakovec, ki pa ne uživa samo v plezanju, ampak tudi kuhanju, slikanju in še čem. No, preden prideva v domačo kuhinjo, morda še besedico ali dve o tistih športnih, plezalnih načrtih za leto 2026. Kako živahno, naporno bo, tako po treningih, kot seveda po tekmovalni plati? Ja, naporno zihar bo, nekako moram še vedno ne preveč past pod vplive lanskih rezultatov in si tako pustiti dihati na tekmah in na treningih in ne preveč pričakovati od sebe. Tako da ja, jaz bi rada letos rešila na vse tekme in vse odplezala dober in s čim manj zdravstvenimi problemi in mentalnimi, stresnimi problemi, tako
Tako da ja, no, to so nekak cilji. Definitivno pač ciljam na dobre rezultate, ampak nočem pa preveč pritiska sama na se ustvarjati. Kakšno pa je sicer vzdušje v slovenski reprezentanci, same vrhunske plezalke, strah in trepet, ko pridete na tekmo, ne? Vseh konkurent, glede na to, da vas pogosto vidimo na zmagovalnem odru oziroma v samem vrhu svetovnega plezanja? Ja, meni se zdi, da je to v bistvu za nas, za sam trening full dober, ker res lahko primerjamo svoj nivo pač še z eno plezalko, ki ima zelo visok nivo oziroma pač še z več njimi. In tudi vzdušje med nami je, se mi zdi, da full dober. Dobro treniramo skupaj. Tako da se mi zdi, da nam vsi te skupni reprezentančni treningi zelo koristijo, ker je tudi tako. Vsem smo tako dobre prijateljice, da je tisto sproščeno vzdušje, ampak še vedno pa pač vemo, zakaj treniramo in pač pol pride do dobrih treningov. Ja. Tako resno delo, ko je za to treba in zabava takrat, ko si jo lahko privoščite. Zdaj toliko že govoriva o plezanju, da me pa res iskreno zanima, kako pogosto pa plezate sicer v prostem času. A vam uspe ujeti kakšno steno, kakšen dan v skalah, morda tudi čisto tako za svojo dušo, ali je treningov in tekmovanj dovolj? Ja, prostega časa med sezono glih ni. Pa tudi čisto iskreno, mi dva do letos nisva glih neki ful preveč plezalcev v skali, no. Ampak se mi zdi, da se bo tudi za to počas najde čas. Sicer bolj proti koncu sezone, ker nekako že imam razrata, tako da to glih ni moja najljubša stvar tega. Ampak ja, med sezono pa za tako dopustniško plezanje ni časa. No, vse ob svojem času, zato bova zdaj plezanje pustili ob strani, ker vas poleg plezanja namreč zaposluje tudi študij, trženje študirate. Kaj pa vas je peljalo v svet marketinga, ekonomije, prodaje? V bistvu ne vem, že od zmeraj sem bila nekako zelo domača s številkami in takimi stvarmi, tako da se mi je zdelo, da bo to nekako tak v redu izbira za študij, ki ga bom lahko vsem delala zraven plezanja. Nekako sem vedela, da hočem dokončati študij, pa nočem nekako na ta račun zmanjšati treningov ali pa, ja, da bi nastradal plezanje zaradi tega. Tako da ja, to je bila neka taka v redu izbira. In se v nadaljevanju bolj vidite v svetu športa ali številk? Definitivno v svetu športa. No, kam vas bodo peljale poti, bomo seveda z veseljem spremljali tudi mi. Sicer pa, kot sem že nekajkrat omenila, ne, v prostem času, kolikor ga uspete ujeti, radi tudi kuhate. Kako ljuba vam je kuhinja oziroma kako dobro se znajdete za štedilnikom? Kaj pravijo vaši dvorni preizkuševalci? Ja, znajdem se kar v redu. Tako, še posebej blestim v teh 30-minutnih obrokih, ki prideva iz treninga domov lačna, tako da bi štedilnik pojedla. Tako da to mi gre ful dobro. Ampak drugače pa veliko rajš kuham takrat, ko imam mir, takrat, ko sem lahko cel dopoldne v kuhinji, zato da se pol pojeto v 10 minutah. Ja, ne, rada kuham vse. Ko sem bila majhna, sem začela s kuhanjem sladkih stvari, ne vem, razne peke, tort, takih stvari, piškoti. Zdaj pa rada nekako poskušam vse, no. Tuja kulinarika mi je zelo všeč. Ja, tudi sladice še vedno zelo rada delam. V glavnem, kar me tako malo recepti, ki me malo preizkušajo vse, no, pa tako, ja, so zahtevni, pa nekako potrebujejo malo več časa in dela. Radi eksperimentirate? Ja. In v nadaljevanju verjamem, da boste svoje znanje še izpilili. Kaj pa je tisto, kar po mnenju vaših domačih najbolje pripravite? S čim jih najraje razveselite, ko jih povabite na večerjo ali pa na kosilo? To pa v bistvu ne vem. To bi morala vprašati. Ampak ponavadi se za nobeno stvar glih ne pritožujejo, no, da ni v redu. Pa vse pojejo. Ja.
Velja. Potem ste ne samo odlična športnica, ampak tudi odlična kuharica. Zdaj, v času bolezni pa ste začeli tudi s slikanjem. Koliko časa pa imate za ta delček vaše ustvarjalne osebnosti? Ja, to je nekako ta delček, ki sem prej rekla, da se mu premalo posvetimo. Jaz sem začela nekako risati oziroma barvati, kakorkoli, iz vidika tega, da bi mogoče malo svoje možgane osredotočila na kaj drugega. Tako da v tistem času sem tega malo več počela, zdaj pa mogoče spet malo manj, ampak definitivno bom še nadaljevala s tem. No. Pa raziskovala, kaj so tiste radosti, ki jih še ponuja tale ustvarjalni svet. No, zdaj niste pa samo navdušena plezalka, ampak zadnje čase spremljate tudi nogomet. Ja, to je precej, mislim, vse sem ga tudi včasih kdaj spremljala, ampak ne tako, no, pač Luka je zelo velik navdušenec nogometa, tako da sem že bila v zadnjih 3 letih na vseh štadionih, kjer sem lahko bila, tudi v Liverpoolu, ja, sva bila na nogometu že 2-krat, tako da, ja, moje nedelje popoldne so zdaj ratale nogometne nedelje. Ampak ja, mi je fajn v bistvu tako z veseljem nekako spremljati en drug šport, kot samo plezanje. No, če sva že pri spremljanju športa, pred nami so zimske olimpijske igre v Cortini. Bosta kaj spremljala, kaj navijala za naše športnike in športnice? Ja, definitivno. Se mi zdi, da kar precej že v bistvu doma od majhnega spremljamo zimske športe. Meni je tudi zelo fajn gledati, še posebej pač zdaj, ko imamo res dobre rezultate. Tako da definitivno, ja, bova spremljala olimpijske igre. Kako pa si sicer polnite baterije, poleg že omenjene kuhinje, slikanja, treningov, športa? Tako, zelo rada lepo hodim v miru na kave, na sonček, na sprehod. Tudi serije zelo rada gledava na kavču, tako da se ne premakneva. Pa ja, tudi kdaj kakšna pomiritveni shopping mi je tudi kar všečno. Ja, take stvari, no. Vsem se mi zdi, da rada ne delam zdaj ful preveč, zato da nisem posledično zmatrana na treningih. Ampak ja, nekako pa do tega, da bi rada v kakšne hribe hodila, pa to pa še nisem tam. No, počasi mogoče se kasneje. Tako daleč pride. Midve bova zdajle tukaj postavili piko, kajti tale urica nama je kar pobegnila, pa si pustili kakšno temo še za naslednjič. Za danes pa, Lučka Rakovec, iskrena hvala za obisk v našem studiu, za vse zgodbe, ki ste jih delili z nami. Uspešno na športni poti, veliko zdravja in umirjenosti tudi sicer v življenju, pa kot rečeno, kmalu nasvidenje v našem studiu. Srečno! Hvala.